Lep pozdrav v prireditvenem prostoru knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne, kjer danes predstavljamo tipno slikanico o srnici Berti. Njen avtor je dramski igralec Jernej Kuntner, ki ga poznamo iz gledaliških desk, televizijskih zaslonov in filmskih platen. Več o srnici Berti in tipnih slikanicah, ki jih je ustvaril, bo povedal gost sam, tako da mu predajam besedo. Jernej, izvoli. Hvala lepa. Lepo, da ste se zbrali, vidi tamle še nekaj prihaja. Dober dan, ja, dobrodošli. Dobil sem besedo, da najprej predstavim svoje delo na tej slikanici Berti, ki je potem se tudi rodila v tipanko za slepe in slabovidne. Zdaj tako je, kako se je to zgodilo? Jaz sem bil povabljen pred leti strani Aksinje Kermauner in vseh sem bil povabljen kot ambasador lahkega branja. No in takrat sem se z Aksinjo zelo lepo povezala in je ona tudi pol čez nekaj časa, mislim, da je to bilo leta 2021, je predlagala, kaj pa če bi mi naredili tudi tipno slikanico, ker to se dela. In me je preko Aksinje sem se spoznal z Ino Sulič na obali v Kopru, ki so mi, Aksinja in Ina, z učitelji tam iz osnovne šole, naredili ta prvo mojo tipanko Hitri počasne o polžu. No, potem je pa pač čas mineval in jaz sem izdal konec lanskega leta knjigico Berto, ki jo imam tukajle, slikanico Berto, in seveda je samo po sebi bilo jasno in tudi Ina je že takoj rekla, to bomo naredili tudi kot tipanko. No in potem se je ta Bertica naredila tudi kot tipanka na osnovni šoli Jožeta Moškiča v Ljubljani, so učitelji in učiteljice izrezovali skoraj pol leta. Bilo je kar 5 mesecev dela, da so naredili 20 teh unikatnih, bi rekel, mojih slikanic Bert. Tipank Bert. Zdaj, ali bi mi dva, da bi se lotili zgodbice? Ali? Kaj misliš? Lotva se zgodbice. Da bom prebral, pač, ker sem tudi že glih igralec, da boste videli, zakaj sploh gre. Da ne rečem, zakaj se gre, ker pa se nekam pride, zakaj sploh gre. No, Berta. Aha, mogoče še to, preden začnem brati, kako se je porodila ideja. Jaz sem te zgodbice pripovedoval otrokoma svojima, ki sta bila majhna, in sem jih potem zapisoval v en zvešček mečken kot sinopsise. No in potem sem pač takrat pol enkrat napisal mojo prvo slikanico Beli krtek Albin, potem je bilo enih stvari vmes, no in potem je bila tudi ta Berta. Berta je bila mišljena kot debela Berta, da bo debela Berta, seveda je pa pol prišlo do tega, da je to dost, zdaj mogoče ni korekten govor več, ker so eni pol počutijo užaljene in tako naprej, kar pač meni, ki sem verjetno z glavo ostal v 80-ih, ni bilo niti malo sporno, celo bilo mi je smešno, ker je debela Berta je bil en top, konc prve svetovne vojne je bil top, in je bilo še to, in je debela Berta, je bila pa srnice, ki so ponavadi vse take sloke, Aksinja, ki so sloke, da je bila pa ta malo bolj debeluška. No in pa smo nekako morali dati ven debela, smo dali ven, pa tako, da je baročna, ja, no. Ampak je pol vse lepo se prav izpadel, da smo poslušali vse za in proti in je nastala pravzaprav, bi rekel, Berta in je tudi ostala Berta. No, Aksinja, nekaj smo tudi o tebi že govorili, in še bomo, no. Ampak zdaj bom pa jaz najprej bral. Same lepe besede. Zdaj bom pa jaz najprej prebral Bertico, potem pa gremo naprej. Bilo je nekoč v prostranih, pravličnih snežniških gozdovih, skrivnostno lepi in čarobni so ti gozdovi. Še ptice se čudijo, kako daleč sega njihova zelena širjava. Tako daleč, da v nekatere njihove predele človeška noga še nikoli ni zašla. Tam med mogočnimi visokimi debli še nikoli ni zapela žaga ali udarila sekira. Po mehkem mahu in gosti podrasti še nikoli ni zapeljal noben traktor.
ker so snežniški gozdovi v svojem najbolj oddaljenem srcu nedotaknjen pragost. Zdaj slikic ne bom kazal, ker tudi snemamo, pa da ne bo zdaj to predolg. Bomo pol pogledali vse, če bo kdo hotel. V tem čarobnem gozdu vse kipi od življenja. Cela vrsta živali in živalic ga imenuje dom. Ptice, najmanjši hrošči, pajki in pajkovci, sršeni, čmrli, ose, čebele in muhe, pa zajci, veverice in srne. Seveda tudi medvedi, lisice in volkovi so doma v snežniških gozdovih. Na jasi sredi teh gozdov živi srnica Berta, svojo družino, obdana s celo čredo srn in srnjakov. A Berta je najpogosteje sama. Posebna srnica je, radovedna in zvedava. Od jutra do večera raziskuje rastlinje, razmišlja in v podrasti preučuje življenjske procese narave. Pogovarja se z vetrom in ponoči opazuje zvezde. Veliko ve in zna in je zelo razgledana srnica. Prav zato je tako drugačna od svojih vrstnikov. Drugi srnjački in srnice se cele dneve igrajo, se prekopicujejo in lovijo svoje sence. Njihovo življenje je povsem brezskrbno. Nikomur ni mar za Berto, za njeno plašnost in tišino. Nikogar ne zanima njen svet, zato Berta nima pravih prijateljev. Sama sebe prepričuje, da tudi njej ni mar zanje. Sama sebe prepričuje, da tudi njej ni mar zanje, da ji je sami čisto lepo in dobro. A oči vendarle kar naprej uhajajo med razigrane vrstnike. Srnice se zbirajo v majhne skupine, si urejajo dlako in se strumno sprehajajo z visoko dvignjenimi glavami. Med njimi je najvišja in najlepša srnica Tisa. Elegantno postopa med mladimi, med vsemi najvišje skoči in ima vedno najlepše urejen kožušček, da se sveti kot murček. Vse srnice hočejo biti njene prijateljice in vsi srnjački jo zamaknjeni občudujejo. Tudi Bor. Ah, Bor, najlepši srnjaček v tropu je. Vsaj Berti se tako zdi. A tega ne more nikomur zaupati. Žalostna in osamljena oddaleč opazuje svoje vrstnike in se sprašuje, kako naj naveže stik z Borom. Tu in tam pa se Berta vendarle opogumi. Nekega dne je stopila k Boru in ga vprašala, kako mu je všeč mlada praprot, ki se kot navitek dviguje izpod rasti. Bor jo je čukasto pogledal, saj ni vedel, kaj naj odgovori. Drugič mu je rekla nekaj o vremenu, on pa je le zmedeno pobulil in oddirjal za Tiso in njeno skupino srnic. Spet tretjič je Berta povabila Bora pod javor pogledat, kako ga vnačka Mileva kotali svojo kroglico. A tudi to ga ni prav nič zanimalo in je spet pustil Berto samo. Nič hudega, če sem sama, si je znova rekla Berta. In to počasi začela tudi verjeti. Za ljubezen sta potrebna dva, za prijateljstvo pa tudi. Berta je odtlej še pozorneje opazovala svet okoli sebe, se učila in vsak dan spoznala kaj novega. In življenje je teklo, kot so bili vsi navajeni. Vse do tistega usodnega zimskega večera. Zima je močno pritiskala že nekaj tednov. Bilo je bridko mrzlo in snežilo je tretji dan zapored. Gozdna tla je pokrila debela snežna odeja. Čreda srnjadi se je na majhnem delčku jase stisnila tesno skupaj, da bi se pogrela. Berta je za hip vsa premražena dvignila glavo in tako ji je postalo toplo pri srcu. Tik ob sebi je zagledala drgetajočega Bora. Končno se ji je nasmehnila sreča. Že naslednji hip pa je tišino zmotil nenavaden šum. Srna vodnica je začutila, da je nekaj zelo hudo narobe, a bilo je prepozno. Nenaden napad potuhnjenega krdela lačnih volkov je zarezal v idilično zavetje pod zasneženimi košatimi smrekami. Presenečenje med srnami je bilo popolno. V krutem pogromu podivjanega volčjega krdela sredi globoke snežne odeje ni nihče več vedel, kam zbežati in kako se rešiti. V hrupu, lajanju in renčanju se je zdelo, da bo od črede srnjadi na jasi ostala samo žalost. Tudi Berta se je zelo prestrašila, a že v naslednjem trenutku se je povsem zbrala. Njeno tiho opazovanje okolice se je zdaj obrestovalo. Tako je vedela, kaj mora storiti. Zasneženo gosto podrast in goščavje srne veliko lažje premagujejo kot volcije.
To je skušala povedati še drugim, a tudi tokrat se nihče ni zmenil za njo. V divjem vrvežu sta se z Borom za trenutek srečala s pogledi in že isti hip se je srnjak z vsemi močmi pognal za Berto proti najgostejšemu grmovju, ki sta ga usklajeno preskakovala. Zdelo se jima je, da traja celo večnost, vendar so ostri čekani volkov nazadnje upehano le zaostali za njima. Gosti snežniški gozdovi so Berto in Bora varno skrili pred volčjo nevarnostjo. Nista vedela, kam po debeli snežni odeji ju nesejo nožice, le globje in globje v gosta tekla, da bi si rešila kožo. Mirno in brezskrbno življenje na domači jasi je kot oddaljen spomin ostalo nekje daleč za njima. Še dolgo potem, ko sta prišla na varno in ko sta se prepričala, da ima krvoločni plenilci ne sledijo več, sta jima srci divje razbijali. Predvsem v žalosti in skrbeh, kaj se je zgodilo z njuno družino. Bosta sploh še kdaj našla domačo jaso? Te zimske noči se je zanju začelo novo življenje. Bor je sprva nemočno sledil Berti in se čudil njeni samozavesti in odločnosti. Berta je vedela, kam se skriti v nevarnosti, kje najti hrano in vodo, kdaj bo deževalo in kdaj bodo švigale strele. Bor se je spraševal, kako da nikoli prej ni opazil te razumne in pametne srnice. Ko je zdaj pomislil, kako bebavo je ves čas blodil za razvajeno in vzvišeno tiso, bi sam sebe najraje lopnil po glavi. Če bi se ozrl naokrog, bi se morda tudi sam naučil kaj od tega, kar zna Berta, je skesano pomislil. Čez noč sta morala odrasti. Berta se ni več bala povedati svojega mnenja, znala se je odločiti v težkih trenutkih in trezno je načrtovala vsak dan posebej. Bor pa se ni več ukvarjal s tem, kako lep in postaven bo videti, ter kakšen vtis bo naredil na druge. Morala sta preživeti in živeti. V zavetrju rahle vzpetine sta si pod nizko jelko naredila lož in tam prenočevala v mrzli zimi. Podnevi pa sta z vso iznajdljivostjo brskala za hrano, skupaj kopala sneg, iskala mah in lišaje. Izmenjavala sta svoje misli in znanja ter se pogovarjala. Niti predstavljala si nista, da se je s kom mogoče tako pogovarjati. Skupaj sta v smrček lovila von bližajoče se pomladi in po noči štela zvezde. In ko se je gozd spet odel v zeleno, je spomin na grdo volčjo noč zbledel, domotožje pa je postajalo vse močnejše. Berta in Bor sta se napotila iskat domačo jaso. Prebojajoči se pomladni gozd ju je močno razveselil, ko sta po nekaj dneh spet našla svojo čredo. Volkovi navsezadnje niso bili tako spretni, kot so grozili njihovi rjoveči čekani, in čredi niso naredili večje škode. Ranjene srne so si odtlej že opomogle. A njuna nekdanja čreda ju je pričakala z začudenjem in negotovostjo. Berta in Bor sta medtem odrasla. Postala sta močna, spretna in postavna, preizkušnje so ju utrdile. Ko so ju v čredi prepoznali, so ju nemudoma toplo sprejeli mece. Vzbudila sta zaupanje in občutek varnosti, saj sta izžarevala odgovornost, samozavest in modrost. Takoj so začutili, da sta njihov nov voditeljski par. Berta in Bor sta se ujela s pogledi. Takoj sta vedela, da sta prava drug za drugega in da se bosta skupaj lahko uprla vsem volkovom sveta. Ustvarila sta si družino, lepo sta se razumela in se imela srčno rada. Člani črede so se od njiju učili najrazličnejših spretnosti. In tako se je v čarobnih snežniških gozdovih rodila nova, nežna pravljica. Tle na koncu, na zadnji slikici, je pa že Bambi tudi, no, tako da to je ta lepa pravljica. In ne vemo, mogoče bo pa drugi del. To je to za enkrat, evo. Hvala. To je Berta. Zdaj, slikanice pač bi morali pač bližje biti, da bi to videli. No, zato pa imamo mi... A damo, ne? Ja, lahko damo, ja. Ček, sem da vidim, če imam jaz kakšne papirje, da dam to ven, čekaj, da ne bo kaj to ven padalo. Tako. Ja, tako, da gre naokrog, ja.
No, medtem pa si mi dal besedo, ali greva naprej. Ja. Tako, tukaj je spet Aksinija, ne, zato smo jo že prej omenjali. Aksinija je me uvedla v prve, me spoznala tudi z Ino Sulič. No in, mogoče, kaj pa če bi kronološko? No, skratka, Aksinija me je tudi uvedla v lahko branje, da sem postal ambasador in vse te stvari, ki so napisane noter, je potem njeno delo. Ne, oziroma pač, ne, to ni zdaj lahkotno branje, to je poenostavljeno branje, to je težka stvar narediti iz ene take zgodbice, sežetek, pa da ti vse to pravzaprav tudi pove, kdor to bere. Ne. No, skratka, ta prva taka tipanka, ki mi je išla s pomočjo Aksinije, je bila Hitri počasneje. Leta 22, no, jaz sem prej nekaj govoril, 22. No, to je ta knjigica, ki je tudi prirejena v lahko branje. Potem je Hitri počasneje šel še v eni, ne samo tipanki, ki to je del vaše knjižnice. Tega pa nima vaša knjižnica. To je pa tipanka, ki je pa Ina Sulič zašila, šivanka. Šivanka tipanka in je to tak unikat, da je to res začudenja vredno. Ne? In tudi spet tukaj notri je poenostavljena, bi rekel, je lahko branje, ki ga je oblikovala Aksinija. No, to potem lahko tudi malo pogledamo. Tako da pridemo zdaj na Berto. A bi jaz tudi Berto prebral? Ker to bo pa dosti hitreje, ne? No, potem bomo pa tudi Berto lahko tipali. Da bomo lahko videli razliko. Tako, da bomo slišali in videli razliko. No, to je seveda vse tudi zaradi težkega dela tipank, je že to vse, bi rekel, skrajšano in sežeto v neko esenco, kot če bi rekel, mogoče po kemijsko. Ne? Se pravi, vse mora biti v bistvu predstavitveno in ta prve besede se začnejo. Snežniški gozdovi so lepi gozdovi. V snežniških gozdovih še ni bil človek. V snežniških gozdovih živi veliko živali. To so pajki, čmrli, ose, čebele, muhe, zajci, veverice, srne, medvedi, lisice in volkovi. In to mi malo tu lahko potem pol tipamo. Ne? Naslednja stran. Aha, seveda za slepe in slabovidne je pa spodaj ta isti lahko branje še v brajci. Ne? V snežniških gozdovih živi srnica Berta. Družina srnice Berte živi v čredi srn in srnjakov. Srnica Berta je tiha, radovedna in pametna. Pogosto je sama. Zato raziskuje rastline, opazuje naravo in razmišlja. Drugi srnjački in srnice se skupaj igrajo. Za srnico Berto pa se ne zanimajo. Berta pogosto opazuje druge srnice in srnjačke. Najlepša srnica v čredi je Tisa. Vse srnice želijo biti Tisine prijateljice. Vsem srnjačkom je Tisa zelo všeč. Najlepši srnjaček v čredi je Bor. Bor je Berti zelo všeč. Berta tega ne more nikomur zaupati. Zato je žalostna in osamljena. Berta se je želela družiti z Borom. Večkrat je Bora kaj vprašala o rastlinah ali o vremenu. Bor jo je začudeno gledal. Ni vedel, kaj naj Berti odgovori. Prišla je zima. V gozdu je bilo veliko snega in bilo je zelo mrzlo. Čredo srnjadi je zeblo. Čreda srnjadi se je stiskala tesno skupaj, da bi se pogrela. Berta je ob sebi zagledala Bora. Postalo ji je toplo pri srcu. Volkovi so napadli Bertino čredo. Berta se je zelo prestrašila. Hitro je vedela, kaj mora storiti. Berta je našla pot med gostim grmovjem. Bor je sledil Berti. Skupaj sta pobegnila volkovom. Bor in Berta sta ostala sama. Morala sta sama skrbeti zase. Berta je vedela, kam se skriti v nevarnosti, kje najti hrano in vodo. Bor se je čudil, kako se Berta dobro znajde.
Pod jelko sta si naredila dom. Veliko sta se pogovarjala in učila drug od drugega. Bor in Berta sta pogrešala svojo čredo. Prišla je pomlad. Bor in Berta sta postala odrasla, močna in spretna. Šla sta iskat svojo čredo. Našla sta jo. Čreda je toplo sprejela Bora in Berto. Postala sta voditelja črede srnjadi. Bor in Berta sta si ustvarila družino. Lepo sta se razumela in se imela srčno rada. No in tukaj je na koncu spet tudi lahko zatipamo malega srnjačka. No, to se pravi, to je tudi knjižnična izdaja in se lahko seveda dan mogoče naokrog ali pa ljudje pride z te strani, da se to vidi. Zdaj, čakaj, tole smo povedali o teh, zdaj pa Berta. A moram še kaj o lahkem branju? Sem povedal. Lahko mogoče poveva, kakšne so pa zakonitosti oziroma kako je treba prirediti besedilo za lahko branje. A je to pretežko vprašanje? To je težko vprašanje. Okay. Namreč, no pa sej lahko pa povem svojo zgodbo, ne? Lahko? Ja. Jaz, ko sem bil povabljen, sem mislil, dobro, to bomo pa odlomili, ne? Tako sem rekel, to pa bomo, ne? Pa ni bilo tako, ne? Se pravi, punce in gospe in te, ki so pripeljale lahko branje k nam, takrat se mi je zdelo malo čudno, ampak zdaj seveda podpiram to, ker vidim, da bi res lahko šlo vse neke smeri, da imajo roko čez to lahko branje. In moja seveda podaljšana roka je Aksinja, ampak vse to gre seveda preko testnih bralcev, ne, in poslušalcev pod vodstvom teh zavodov Risa in tako, ki ima Aksinja, to se pravi, da prav govorim. Ne. No in jaz sem pa takrat, če povem svojo zgodbo, takrat sem bil pol sprejet med ambasadorje lahkega branja v Slovenj Gradcu in jaz sem že mislil, bom jaz tam, se ne vem, kjera sem točno, a prav hitrega počasneta meni se zdi, ne. Sem ga jaz tako nekako napisal v lahko branje, ker sem ga imel pač bolj zakomplicirano, ne bi rekel, sem ga jaz po svoje. In mi beremo in tudi seveda te testni bralci pa bralke so me imeli radi, ker so me poznali kot igralca, pa so se mi smejali, pa vse to. Potem pa ostro oko vseh tistih punc tam, ne, to pa ni dobro. Doživel sem tak hladen tuš, da vam povem, ker pa nekako nisem navajen, da se me tako ostro, ne, in se pravim, in mi je bilo čudno, ne, ampak absolutno podpiram, da je tako prav bilo, ker sem pač res mal, pa ne da, jaz sem mogoče celo še mal prej zakomplicirano napisal, oziroma po neki 4. stopni, ne, ker so 4 stopnje lahkega branja, mogoče ta 4, ne, ampak je res dobro, no, da se to vodi iz nekih centrov, iz nekega večjega znanja, ki ga mi navadni, tudi da rečem pisatelj, pa nisem pisatelj, ampak nimamo mi tega znanja, ne? In je to fino, da se drži pod kontrolo in to je zdaj že par let tako in je v redu. Tako da jaz niti se ne trudim več pravzaprav in vedno prosim Aksinjo, lej, tole a bi lahko ti prosim, no in pol je to, se zgodi. Tako da to je to. Ampak na tem mestu mogoče kdo iz publike vprašanje za gosta? No, če ne, se bom pa jaz opogumu pa prebil let. Jernej, kakšni so bili pa občutki, ko si dobil v roke svojo prvo dokončano tipanko? Ja, to je vrhunsko vprašanje, ti moram povedati, Luka. To je bilo za mene res novo odkritje. To je bilo leta 2022 in spet Aksinja in Ina Sulič me povabita na predstavitev v Koper. Jaz enostavno nisem vedel, kaj pričakovati, kako, in ko pridem in zagledam to knjigico, tukaj je, jaz sem bil čist šokiran, navdušen, ne znam sploh opisati, kaj sem doživljal takrat, ker je bilo vse tako novo. In tudi prvič sem v bistvu res tipal, ker so se tako potrudili, da je ta polžek, ta hitri počasne, ki je v enem delu gozda je počasen,
Po se pa po sklepu, nekem naključju se znajde v drugem delu gozda, kjer so pa vsi še počasnejši kot on in je on zelo hiter. Ne? Tako da je on zato hitri počasne, ker ga tam kličejo počasne, tu je pa hitri. In kako so to takrat naredili in tudi to maso za Povška, jaz sem bil očaran in navdušen in sem tisti večer, bi rekel, samo ne vem, preživel sem v nebesih. Odlično. Kakšni so bili pa recimo izzivi pri nastajanju Tipanke? Sploh recimo pri hitrem počasnitju, pa kako ste jih premagali? To bi mogoče mi, da mora zdaj Aksinijo povabiti. Sem le, ne, se heca. Ne, ker mislim, da pustimo. Ja, pa se ima. Ker ona je tega speljala, jaz sem prišel samo na predstavitev in sem gledal. Ja, v bistvu najprej bi rada povedala, da se meni točno to zgodilo, kar se je Jernejev. To pomeni, ko so me povabili k lahkem branju, sem rekla, to je pa piece of cake, ne? Bomo odlomili, kot si rekel, hiter, ampak dejansko ni šlo tako, ne? In lahko branje je v bistvu res težko pisanje in brez testnih bralcev si ne gre. Ker vem, ko sem recimo Piko Nogavičko prilagajala, to je bil ping-pong. Najprej jaz napišem, pošljem. Ne, ni v redu, popravi, ding, in tebi se je isto zgodilo, ne? Potem pa glede tega hitrega počasneta, je pa dejansko smo pa želeli dobiti tako maso, da bi res, ko potipaš, da bi to res čutiti bo kot Povš. In tukaj smo se po mojem pol leta zafrkavali za raznimi temi silikonskimi masami in ko smo končno dobili, se pa ni dala prelepiti, ne? Ker silikonom ni šlo. To se pravi, tukaj je res ogromno teh zadev. Ampak potem smo vseeno uspeli, tako da je super. Bi pa rada, da še poveš, da je bila tudi predstava v koprskem gledališču na to temo. No, še to povej. Ja, to smo pol. A to je bilo isti večer ali je bilo to Ne, to je bilo drugič, ja. Ja, tako je. Še tudi predstavo so naštudirali na šoli, a ne? Na tisti šoli, kjer poučuje Ina Sulič, ki je tudi soavtorica te knjigice. Mogoče ne gre ta tudi naokrog, če? Ali misliš? A veš, da se res zatipa ta Povžek, no? Če boste rekli fuj, ko boste se dotaknili Povža, pa smo zmagali. Pa je to, točno to. Morate reči fuj. Ja, tako da to je bila pa še enih par mesecev kasneje, po predstavitvi te knjigice, Tipanke, je bila pa še predstava hitrega počasneta. Tako da, veš. Ki sta jo vodila dva otroka z disleksijo. Ja, res. Ja, veš, detajle malo pozabljam in hvala, dobro, da je Aksina tu. Ja. Odkot pa črpaš navdih za zgodbe? Ja, jaz sem nekako vedno bil, ful sem nekako vedno igral in otroka sta mi rasla in seveda sem jih moral tudi včasih jaz dati spat, ne, in sem bil vedno nekako utrujen, pa sem že takrat je bilo glih neko obdobje, ker sem začenjal očala, pa sem jih pol še pozabljal, zdaj jih imam kar skozi gor, ne. In pol nekako nisem mogel, pa utrujen sem bil, in pol bom jaz vam povedal, in smo se ulegli in sem pripovedoval zgodbice, ne. In sem si izmišljeval, ne, ker to pa mi gre, ne, kot nekak igralcev, ki nekaj plete. Vse velikrat sem pol jaz verjetno prej zaspal, kot ona dva, ne, ampak nekako ene zgodbice, eni sinopsisi so se ohranili in sem rekel, da sem imel en zveščič doma, ga imam še zmeri. In je tam še kar nekaj zgodbic, ampak časi so težki, ne, za knjigo, ni nekako nekega posluha dobrega, vse je hitreje, vse bi morali biti hitreje in ceneje in ker vse vejo. Zato pravim, zdaj podpiram to lahko branje. Ne morem, mora biti tako, strokovnjaki mora biti, ki to naredijo, ti samo lahko pomagaš in osveščaš to naprej. Tako tudi mislim, da ne bi vsak urednik kar lahko bil pisatelj. No. Mogoče vam to povedal pa kasneje. Ja.
V hitrem počasnetu so imena Rok pa Lina, ne, sta pa fantek pa punčka, ki gresta s starši svojimi, seveda, ne, to sta moja otroka, ne, Rok pa Lina. In zdaj oziroma on je Rok, ne, Bučman sem jaz tudi. Lina pride na brat in Polžek je Rok, ja. Veš, kaj sem. In to sta pač moja otroka, Rok pa Lina. Ja. In ona pol najde tega Jurčka in na tem Jurčku je pa ta Rok, ne, hitri oziroma počasne takrat še, in ona niti ne vidi, ne, in ga da v košarco in potem ga ona pripelje domov in ko čistijo zvečer gobe na tistem časopisu, pol ostane ta v teh delih gobic, ne, ostane tudi ostane pač ta naš počasne in pade na kompost. In iz komposta se pa on pol izvije ven in pride med te druge polžke, ki so pa tukaj zelo počasni v tem gozdu, tem delu gozda, kjer je Lina doma. Ne. Ja. No, pa še en je Lime, tam še en ta drug je Lime, to je pa en moj sošolc, ki je v bistvu Emil, pa smo ga vedno Lime klicali, no pa je pa, tako sem malo združeval, ne. Katera je pa tvoja najljubša knjiga iz otroštva in zakaj? Ja, Madonca, to je, kam pa zdaj bi to moral pobrskati, to je pa sem kar že star. Pa je že kar treba daleč nazaj pobrskati. Kva bi rekel, da bi se tako, mogoče kot čisti otrok, se niti ne so bile, in kup enih takih manjših, tak je bil, ne, so bile ene take knjigice, tudi Muca Copatarica, en kup enih različnih je bilo, se spomnim, da to sem bral kot otrok, ampak da bi pa rekel tako, da se pa prav Orang spomnim, je pa pol že, tam, ko sem bral Karla Maja, pa tist me je pa začel domišljija. Karl Maj, pa to sem polet bral, pa Davy Crockett, pa take Buffalo Bill, pa to sem jaz nekaj bral. In to me je nekako, sem si sam svoje filme delal in zato zdaj vsem otrokom razlagam vedno, berte knjige, ker si sami delate filme, ne? Ker si sami narediš najboljši film, ki ga noben drug režiser ne more narediti. Si vedno pol razočaran, tega pa ni upošteval, to ni, boljš bi bilo tako, ne, in ti tvoja domišljija naredi boljši film, ne. Tako da, bolj bi rekel tistega obdobja, se spomnim, tam med 10 pa 15, tam sem jaz to. Kako pa ocenjujete recimo otroške knjige, ki se ponujajo danes? Oziroma, bom rekel, kar na splošno ponudbo za otroke, recimo, ne vem, slikanice, risanke in podobno. Ogromno robe je. To se zdaj zadnja leta vidim, ker sem pač nekako tudi en del tega. Ogromno vrhunske ponudbe. Verjetno ogromno tudi, bi rekel, preproste ponudbe. Ne? To se ne upam soditi, ker nisem vsega prijel v roko. Vedno primem samo te dobre stvari v roko, nekako ali pa recimo Aksinijine zgodbice pa to, ne. Nekako po nasvetih primeš uno, pa pogledaš unga slikarja, pa drugega slikarja, recimo meni je tlele Polona Lovšin ilustrirala Berto, ne, ki je res vrhunsko ilustrirano, ne. Tako da je, ponudbe je ogromno, moram res reči. Zato pravim, tudi, da mogoče se ne bi smel spuščati preveč v to, da jaz pišem knjige. Moj del umetnosti je nekje drugje, ampak vsem hočem toliko enih zgodbic vendati, da mogoče pač sem bil vedno pol malo prepričan, pa malo sem si želel, da smo nekje vedno pol te poti našli. Ampak mogoče bom zdaj malo pustil, da pride spet svet malo do reseta, do nekega, ne vem, ponovne prebojenja pomladi, bi rekel, in bom jaz potem mogoče takrat, ko bo bolj spet svet nagnjen k temu, no, ker se bo moral umiriti, ker svet se mora umiriti, ker to je preblazno, kar se dogaja zdaj, iz dneva v dan, iz tedna v teden, iz meseca v mesec, nič ni v redu, še boljše mora biti, še več mora biti, v bistvu pa vse postaja instant. Še to me zanima, ali ti pri pisanju pomagajo tudi igralske izkušnje?
Aha, pri pisanju. Pa mogoče pa tudi, kaj pa vem, vse mogoče pa res. Takrat, ko sem bil mlad igralec, sem tiste sinopsise pisal, zdaj pa, ko sestavljam zgodbo, najmanj 10 let starejši sem bil takrat, ko sem prvo napisal, se pravi, ta Beli krtek Albin. Mi seveda verjetno res tudi to pomaga, da sem igralec, da sem že nekaj let igralec, da sem s tem tudi veliko prebral. Namreč tudi vmes sem, to je akademija, pa to je sopadalo takrat. No, ampak zorel sem, bi rekel, mogoče z igranjem, z branjem novih tekstov, z branjem tudi knjig v vseh teh letih, jasno, bogatiš in mogoče pol lažje, boljšo stvar sestaviš. Ne? No, zdaj, ko so govorili o hitrem tempu, kako se pa recimo ti sprostiš po napornem dnevu? Včasih je bilo tako, ko sem bil še mlajši, pa smo z otroci šli ven, pa sem bil zunaj, ali sem šel, nikoli nisem imel, odkar imam otroke, nisem imel toliko, da bi rekel, da bi imel prosti čas, da bi šel jaz zvečer na fuzbal, tako kot grejo kakšni, ne bomo o imenih, recimo moj brat, ne se heca. Recimo, tega nisem delal, jaz sem pač bil z otroci, ali sem pa imel, predstavo, tako. Zdaj pa, ko sta mi otroka odrasla, zdaj Rok bo letos 30, Lina 25, oba dva sta že na svoje, Rok dela doktorat v Nemčiji, Lina se je s tem majem letošnjim majem s svojim fantom odselila in sem pa vedno večkrat lahko sam v tistem trenutku, ko rabim, ker žena ima tudi službo in tudi njej paše mir, ko pride in jaz zdaj zadnje čase kar za kakšno urco eno serijo si pogledam, kar je tudi v mojem fohu sicer, gledam, kako drugi peki pečejo kruh, ampak tudi to moč videti, kako se izoblikuje nov kruh, pa da vidim tudi jaz, kako bom mogoče še kakšen tudi svoj kruh naredil. Tako da zdaj zadnje čase je tega veliko in tudi tukaj vidim, koliko je tega preveč, tudi preveč serij. 20 let nazaj si vedel, so bili Sopranovi, je bilo parih na leto, zdaj jih je 100 na leto se naredi, ne vem, serij. In tudi ti sploh niti ne moreš vsega pogledati. Spet moraš nekje poslušati nekoga, ki ga cenaš in pol pogledaš tisto serijo, da ne pogledaš kakšne, ki je pa brezvezna. Ker sem tudi že naletel na to, da sem kar naenkrat gledal, pa sem rekel, kaj pa jaz to gledam zdaj? Da ni zadovoljevalo mojih kriterijev, no in pa sem šel gledati boljšo po priporočilih pa tako. Tako da to, na tak način zdaj zadnje čase počivam. Super. Jernej, povej mi, poznamo te kot igralca, poznamo te kot ustvarjalca slikanic za otroke, a je mogoče še kakšno področje, ki bi ga rad preizkusil? Mogoče pa bi, rad bi bil mogoče oskrbnik ene gorske koče. Ampak to mogoče še lahko pride. Rad imam planine, rad hodam in mislim, da ko bom starejši, tudi igralci več ali manj tudi nimajo možnosti skozi delati. Ko si starejši, pač je manj vlog, kakor jih je mladih let ali pa srednjih let. Tako da mogoče, da bom jaz, ali pa ko bo penzija, pa če bom zdrav, bo pa res mogoče me pot še peljala, da boste kdaj hodili k meni v planino, bom dal vedeti, kje bom, pa da boste prihajali na kakšne moje štrukle, da sem naučil štrukle delati, ali pa mojo potico, ali pa koga jaz vem, koga še. Kje so mlek? Jaz bi še enkrat vprašal publiko, če ima mogoče še kdo kakšno vprašanje za gosta ali pa komentar. Aha. Se pravi, ta prve te, ki smo mi delali, ki si jih ti delala z Ino, je delala ta osnovna šola Vergerio, ta dvojezična italijanska v Kopru, kjer uči Ina Sulič. Ta zadnjo, tole Berto, Berto naokrog skače. Berto so pa delali na osnovni šoli Jožeta Moškriča, to je pa žena moja, Monika, je tam učiteljica in seveda je bila skozi v kontaktu s tem,
kar smo delali preko Aksinije in Ine. In je tudi ona pol to idejo nekako dala tam na šoli. Bil je posluh, izjemen odziv tudi, moram reči, učiteljev. Zelo radi so delali 5 mesecev. In tudi seveda ravnatelj je moral prisluhniti, ker to pač moraš dovoliti, pa da se to v nek doprinos šteje, ure pa tako. Nek uraden dovoljenje mora biti, no, ne morajo se to kar sam tako dobiti. No, tako da to je pa Jože Moškič delal tam v Jaršah, to Bertico zdaj. Zdaj naprej, zdaj naprej se tudi nekaj dogovarjamo z temi učitelji na osnovni šoli Jožeta Moškiča, da bi naredili eno mojo naslednjo zgodbico, ampak še nisem prišel, toliko imam enega dela in toliko enih vaj in toliko enih risank, ki jih tudi režiram, da nisem še niti sestavil, da bi potem nekako stopil do Aksinije, a lahko to prosim preveriš, in potem, da začne oni delati. Tako da jaz mislim, da bomo to morali predstaviti pol spet ali pa nas pomlad 2025. No. To je pa nova zgodbica, o kateri pa še ne smem nič govoriti, ker še ni... Naj še ostane skrivnost. Ok, še kakšno vprašanje? Koliko je pa bilo izvodov narejenih? Zdaj, za tega hitrega počasneta ne vem točno. Takrat. Ja. Te za Bertice pa vem, da so jih 20 naredili. Ja, mislim, da je to tudi, da je to ena taka številka za knjižnice tudi, ne, pa tako pa za te ljudi, ki sodelujejo. Tako da mislim, da 20, in to je res, to je unikatno, ja, to je 20, sicer po istem muštru narejenih. Sej oni se zdaj pripravljajo za tvojo, ne? Tvojo tipam, ko bojo delali, meni se zdi, na Moškiču. Ja, to Piko, meni se zdi. Pikico, ne? Ja, no, zdaj ste se spomnil, da oni imajo zdaj del, da zato tudi malo čakamo mojo naslednjo. Tako da te učitelji na Jožetu Moškiču so kar pridni, so kar za. Ok, še kakšno vprašanje? Lahko jaz samo nekaj rečem. Mislim, pohvalno, a ne? Ker mi smo imeli velikokrat probleme, Aksinija, a ne, za avtorske pravice. Veliko pisateljev, recimo, nam ni dalo tega žegna, da bi se to lahko naredilo. Celo za učbenike je bil velik problem. Zaradi avtorskih pravic, ne? Tako da to je res hvale vredno, no? Da ste tako odprti. Z veseljem. In mislim, da se situacija celo spreminja. Ali sem pa naiven? Se mi zdi, da postane čast, da ti lahko obdelajo tvoje delo v lahko branje, v tipanke. To se mi zdi, da se obrača. No, tako da s komorkoli, ki govorim, to imaš. Tako da nekako, ne, sam seveda ne more, pa zdaj pa vsak, ker to je pa res ogromenega dela, rezanja, ne, tako da res je čast, da lahko nekako imaš eno svoje delo ali pa dve ali več v tipankah v lahkem branju. Dejte, kar dejte. Jaz nisem samo bila, ne, sem že upokojena, tiflopedagoginja, ampak tudi učiteljica za slepe, za gluhe. In recimo na zavodu oziroma zdaj center Iris je imel kar nekaj takrat otrok, ki so bili po definiciji gluhoslepi. Nam je veliko so nam pomagale tudi slikanice, kjer so bile kretne zraven narisane. A ste mogoče kaj tudi v tej smeri, ker recimo to, da je ta knjigica prevedena v lahko branje, sem videla en velik potencial tudi za gluhe, ker je treba tudi zelo poenostavljati tekste, pa bi bilo fajn, če bi bili zraven še te kretne narisane. Tako, sam tako razmislek. Komentiram. Recimo tukaj bi se dal narediti kar video, ker zdaj imamo te QR kode in je zelo enostavno, ne, recimo en od Kreta, tolmač od Kreta v pač slovenskem znakovnem jeziku, potem se pa kodo sam nalepi na konc knjige. Tako da... To je sicer super, ne? Ampak prvič vsi nimajo računalnika. Ne, to je s telefonom kar, ja.
Se zdaj že telefon, a nima? Je na telefonu aplikacija. Aha, ja. Ja. Veš kaj, mi smo delali, recimo Žiga špaget je narejen v kretnjah. Problem teh risb je pa to, da to so kretnja, niso statične, ne, recimo, ne vem, hvala, ne, ti pa tega ne moreš narisati, ti lahko narišeš sam to pozicijo, pa črto, kako se naredi, ne, zato je mogoče boljš. Tako, ja. Ampak je ideja, ja. Je pa super ideja, recimo, da je potem filmček, pa da je... To je krasno, ja. Krasno. Da imaš na koncu QR-koda in ti lahko še pogledaš. Wow, ja. V bistvu, ni problem, samo naložiš si. Anjo, ti jo poznaš? Ja. Pred sabo pa recimo... Tudi lahko branje v bistvu se ne razlikuje veliko od slovenskega znakovnega jezika, ker je tako zelo poenostavljeno. Ne? Ja, se zato, Ja. ker je to poenostavljeno. Ja, da ste prav čutili, da je to, ja. Ja. Seveda, ja, viš, jaz se pa zdaj učim. Ja. Se pravi, kretanje je pravzaprav po tej enostavni, ker nekaj sem se tudi eno predstavo smo delali, ampak ovčka, ne, a je ovčka to? Ne, ovčka bela, ne. Ovčka bela. Nekaj smo na koncu, smo eno celo pesem odpeli, ovca bela, v Cirkus Šardam. Cirkus Šardam, to je en, seveda, irrealističen tekst tega Harmsa, Rusa, ne. In seveda je to tako zmešan vse, ker je on tako zmešan bil, pa tako zmešano pisal, ne, tako da smo lahko res vse. In na koncu smo cel komad smo odkretali. Ovčka, pohajala je ovčka bela, in pa je sprehajala, in pa nas je učila ta gospa, ki je bila na televiziji včasih. Ljubica, ja, nas je učila in je pol tudi ona iskala, ne. Zdaj, sprehajala se je ovčka bela, pa je pa v drugem verzu je pa pohajala je ovčka bela, ker je pač to nek model. Ja, in ona je pol si izmislila, je rekla, ok, zdaj sprehajala je tako, bomo pa rekli, pohajala je pa tako nekako in smo nekako se učili, ne. Na novo nekaj smo se izmišljevali. In to lahko, v gledališču smo lahko, ne. Zdaj verjetno bi to kdo v strokovnih krogih rekel, ampak v teatru smo pa. Sprehajala se je ovčka bela, pohajala je ovčka. Ja, vem, da smo imeli ta problem, ja. Okay. A je še kakšno vprašanje, komentar? Če ga ni, Ja, ne, jaz imam tukaj za konc še bom en darivček podaril vsem, ki so tukaj. No, pa preden Jernej uide od mize, bom tako rekel, čeprav nimamo kaj za jesti, ne. Jaz bi se rad iskreno zahvalil za obisk. Ja, hvala. Hvala lepa, Jernej, za obisk. Hvala tudi prisotnim za udeležbo. Vabim pa vas na en sproščen klepet pa na pogostitev, ki vas čaka tam pri vhodu. Vabljeni pa seveda tudi, da si ogledate našo razstavo, ki jo imamo v galeriji Knjižnice. Hvala za me. Pa hvala, Luka, ki si nas povabil, ki si nas povedal za ta